kaj ste v redu? Ja, ok. Dobrodošli na malo drugačni predstavitvi. Torej, delamo jo prvič, magična bitja, zelena magija, ne. Verjamem, da vas veliko takih stvari zanima, tako da danes bomo naredili en tak magičen večer. Najprej bom probala na čim bolj preprost večer. Živijo, jaz sem Kristi. Ena izmed dežurnih čarovnic, ok. Za začetek bomo naredili tako, da bom jaz probala na čim bolj preprost način razložiti v bistvu, kaj sploh je zelena magija, zaradi tega, ker vem, da mogoče toliko nekega znanja o zeleni magiji sami ni, pa kako so s tem povezana magična bitja, pa kako sem se jaz odločila to dvoje potem sploh skupaj nekako predstaviti in kako je to povezano. Tako, obljubim, da ne bom preveč govorila, ampak vseeno govorila bom, ok. To si najbrž lahko predstavljate. Tako, najprej bomo naredili to, potem bomo si vzeli čas za vaše vprašanja, zato ker verjamem, da imate veliko nekih primerov doma, ki vas bo mogoče malo zanimali in boste lahko vmes vprašali. Ok, potem bomo naredili vmes manjšo pavzo in potem v drugem delu se bojo kamere ugasnile, to pa pol ni več za zunanji svet, in bomo se pa predali čarovniji. Pripravila sem vam en tak zelo lep obred, tak zelo prijazen obred, kjer lahko dobite kup ene te podpore, o kateri bomo danes v bistvu govorili v vaš dom. Ste za? V redu, kajti reklamacij ne sprejemamo. Ok, pa gremo čisto za začetek. Kdo je danes prvič z nami tukaj? Kar veliko vas je. In zelena magija in magična bitja so vas pritegnila. Lepo. Ok, bomo pogledali. Eni ste tako, ko ste brali opis, bolj zelena magija pola, ne? Eni vas zanima pa magična bitja. Lahko zdaj malo ugotovim, kdo je kdo. Kdo je kle, recimo, da tako, ko je prebral opis, ga je bolj zelena magija potegnila? Ja? Ostali pa bolj magična bitja. Tako ene, dve, tri, oboje. Kaj pa zdaj izbrati, ne? Pa je pa bolj, ampak, ni zanimiv, ne? Kljub temu, da sta dva tako različna opisa, ste več ali manj rekli, da vas je oboje pritegnilo. A ste se vprašali, zakaj, ker načeloma sta to tako, ko prebereš opis, ne bi bile dve različne stvari, zaradi tega, ker nista. Zaradi tega, ker sta tesno povezane, zato vam bom povedala, zakaj sta vas tudi oba tečaja pritegnila, ne. Zelena magija je nekaj meni tako zelo blizu srcu in, glejte, jaz delam že, koliko je zdaj že, moram malo zračunati, 8 let, 8, 9, no, tam smo. Skratka, že kar nekaj časa delam, ampak dejansko zelena magija nekaj, kar nismo do zdaj še dali ven, ne. To pomeni, nismo predstavili. Povedala bom tudi mogoče moje osebne razloge, zakaj, zaradi tega, ker zelena magija je zelo sveta magija in zeleni čarovniki so čarovniki, ki ta znanja zelo tudi tako na svet način dajo naprej, ne. Zelo je veliko zadaj nekega spoštovanja, katerega bi vam rada tudi danes predstavila, zato ne trosimo kar tako s temi znanji, pa kar v vsake roke. In načeloma je to tako, da tudi pred vsako in predstavitvijo in tečajem zeleni magiji delamo obrede oziroma delamo kot nekakšne priklice, da so na take predstavitve ali pa tečaje povabljeni ljudje, ki spoštujejo naravo in živali. Zelena magija ima pač prvo esenco, jaz bom zdaj povedala, kakšne so izkušnje po svetu, ima prvo esenco, da varuje živali in naravo. Pa bom povedala, iz katerega principa to prihaja, recimo, ne vem, zeleni magiji, pa to ni nič na osebni ravni, pa da bi mi kogarkoli hoteli tudi v naši državi užaliti, ampak recimo zeleni magiji po svetu imajo pač nekako tako pravilo, da načeloma ne delajo, ne vem, z lovci pa z mesarji, pa razumemo, katere panoge, ne da jih sodijo, samo zelena magija je res veja, ki nekako to ohranja in pač ne mara energij, ki kakorkoli povzročajo pač drugi pol tega. Tako da to pomeni, da če ste danes prišli sem, pa tudi vsi tisti, ki bojo tole gledala, ne, pomeni, da jih tudi narava kliče, da postanejo ljudje nekako del tega zavezništva zelene magije. Ok, zdaj bom jaz probala tako na mal preprost način povedati, ker če vam bom metala kakšne globoke te duhovne izraze, boste sam, kaj zdaj govori? Tako da dajmo preprosto, se strinjate? Vse, ok. Ok, kaj je zelena magija? Čisto v osnovi, pa bom pol povedala, kje se ta magična bitja priklopijo zraven, ne? Zelena magija deluje po sledečem principu. Zelena magija je duhovna tehnika, ki prizemljuje oziroma manifestira energije, duhovne energije s pomočjo narave.
In zdaj, če bi vam majčkam še bolj preprosto povedala, je to tako. Predstavljajte si, da so duhovne energije na zdravje, res je, na našem planetu naredile gledališče. Okay? A si lahko predstavljate vse skupaj gledališče? Okay? To pomeni, neka duhovna energija nam je nam dušam, ko smo se odločili inkarnirati, rekla, ok, rabili boste poligon, kjer se boste lahko igrali. In nismo kot majhni otroci rekli, ja, na zemljo gremo, pa igračke nam bojo zraven dan. In smo bili ful veseli. Polka priješ sem dol, ugotoviš, da gre pa ta igra zares, ne, včasih imate kaj reklamacij, ampak tako je, zbrali smo si. Ampak, ko je narava ustvarila poligon, kjer smo mi igralci, brez česa ni dobre gledališke igre. Brez rekvizitov. Predstavljajte si gledališko predstavo, kjer nimajo ne kulis gor, ne nobenih rekvizitov. Si predstavljate samo igralce, čisto obično oblečene na golih deskah. Kakšna bi bila to gledališka predstava? Bodimo iskreni. Ne glih, more zadnji biti še v čar. Ne vem, če ste kdaj gledali v gledališče, ampak včasih ljudje tudi ne opazim, ampak tam je vse dovršeno. Tam imajo nek mali vrč in če ni unga mehkega vrča na uni mizi, imajo vsi paniko. Kje je un vrč in ga posod iščejo? Zaradi tega, ker mora biti vse na svojem mestu. Torej, to so rekviziti, ki jih potrebujejo igralci za dobro igro, ki potrebujejo tisti, ki opazujejo to igro, skratka, da uživajo in tako je tako. In isto je z zeleno magijo. Predstavljajte si, narava je gledališče, mi smo igralci. Da pa bi lahko dober igral, nam je seveda narava zagotovila rekvizite. Te rekviziti so rastline, razumete, drevesa, naravni elementi. To so naši rekviziti oziroma to so rekviziti zelenih magov. Zelo stare tradicije so vedele, zakaj se gre. Vedele so to osnovo, ko je modern svet pozabil. Oni so vedeli, zakaj smo prišli sem dol. Vedeli smo, da smo prišli se igrati. Ampak oni so vedeli tudi, da se nismo nekako znajdeli v tej igri sami, da nam je nekako pomoč bila dana. In ta pomoč ni bila nikoli daleč, samo obrniti se mogel okrog. Če se strinjate, današnji svet tega več ne dela. Nihče se več ne obrne okrog. Ljudem dostikrat ni mar. Ljudje dostikrat iščejo odgovore, pa se sploh ne zavedajo, da jim je duhovna energija s tem, ko jim je dala naravo, obljubila, da bo pazila na svoje otroke in da jim bo orodja dala zraven. Zakaj pa bi nam narava pa duhovna orodja sploh dala rekvizite? Če smo mi del narave, je logično. Pripada nam zato, ker smo naravna bitja, se strinjate? In če smo naravna bitja in nam hoče duhovna energija s pomočjo igre, ki smo si jo izbrali, pomagati, nam mora dati orodja nekje blizu. In ta orodja so ves čas okoli nas. Dobro, moderna družba je to pozabila in je pozabila opazovati. Razumete? In se je začelo tega oddaljevati. Ampak zeleni čarovniki, starodavni čarovniki, včasih niti ni šlo toliko po barvah, ampak načeloma te čarovniki, ki so delali z naravo, so to vedeli. Oni so recimo se nekaj spraševali in so si vzeli čas in so pogledali, ne vem, bom zbrala tak preprost primer, česen. Kako bi lahko uporabil česen? In so ugotovili, da s pomočjo česna lahko delajo, da se lahko energijsko zaščitijo, da ga lahko nekam nastavijo in da so oni boljši. In ko so oni opazovali, to ni bilo sicer, vse veste, v enem mesecu, ne? Ker hoče današnja družba vse v 30 dneh narediti. Ne, to so bili procesi. Neki so opazovali in neki se izboljšali. In pa so to, ne vem, te povedali in se tebi izboljšali. In so oni rekli, mi imamo pa nek recept. V naravi smo našli sestavino, ki nam energijsko pomaga. In kaj se takrat zgodilo? To so si mogli zapisati. Predstavljajte si tako. A ste se kdaj prvič vprašali, kako so se te ful dobre torte naredile? Nekdo se je mogel igrati. Kako je prva? A veste, saj veste dobre torte, kaj so, da mogoče imate vi srečo, pa znate kakšno dobro narediti. Mene Bog s tem darom ni obdaroval. Nimaš kaj, ne moreš imeti vsega. Ampak nekdo se je prvič mogel igrati, ne vem,
moko, pa z ne vem tistim, da je to prišlo skupaj ven. In ko je to človek probal, verjamem, da je bilo dostikrat, ko je bilo pa prvič dober, je naredil kaj? Zapisal si je, kaj je naredil. Tako so nastali recepti. Zato, da pa mi, lajki, vztrajno brskamo v njih knjigah in nekako upamo, da bomo te recepte ponovili. Pa nam včasih mogoče celo rata. A razumete? Tle je enako. Zelena magija je v bistvu knjiga receptov. To pomeni starodavnih ljudstev, keltov, druidov, čarovnikov, ki so našle energijske rešitve in jih zapisale za bodoče generacije, ki bojo hotele peči torto. Ne, oziroma ki bojo hotele videti, kaj s pomočjo tistega, kar je bilo dano, lahko duhovno dosežejo, zmanifestirajo in tako naprej. Zelo preprosto je. Včasih ni bilo, sicer z recepti malo lažje, ampak včasih ni bilo tako, kot recimo je zdaj. Zdaj so se že začele, ne pri nas, ampak nekje v tujini, pojavljati neke knjigice o zeleni magiji. Ne moram pa reči, da se pojavijo ravno knjige o zeleni magiji. Zaradi tega, ker to so še vedno taka zelo sveta in čuvana znanja, da so bila nam predana tako, kakor bom jaz recimo na zeleni magiji predajala. Razumete, tisti, ki smo bili nekako poklicani in so nas potem čarovniki pač urali, nas včasih malo maltretirali, da smo se mogli dokazovati, pa smo probali to, pa smo probali pa a imaš res pravi namen, a nimaš pravega namena, kaj boš naredil vse za to, da boš zaščitil naravo za živali, a si res predan, nisi predan, razumete? In tako smo mi dobivali, preko vseh teh let smo dobivali znanja in tako smo se tudi potem mi, zdaj jaz v tem primeru, odločali, da bomo ta znanja dali naprej. Zakaj pa ne? In zakaj v bistvu sem ljudje sprašvala, toliko let imam že znanje vseh teh stvari, zakaj jih nisem dala naprej? Ne vem, mogoče ni bil še čas, mogoče sem čutila, da, ne vem, ne znam povedati, ampak zdaj sem pa začutila, da sama narava, ki je tako lepo pripravila gledališče, majčkan dobiva nehvaležnost od svojih igralcev. Ljudje velikokrat grejo na oder igrati in svoje rekvizite tolčejo. Se strinjate? Ampak če ti svoje rekvizite na odru tolčeš, kmalu bo tvoj oder zelo pust in dolgočasen. In mislim, da se bo kup enih ljudi poklicali, da se prebudi nazaj ta zavest, kaj je narava, kako se moramo nazaj k njej obrniti, se ne rabimo tehnološko dobo zavračati, Bog ne daje, ampak kako vse to povezati in ona nam bo obljubila, da nam bo dala nove rekvizite in orodja, zato da nas bo podpirala za nazaj. Temu rečemo win-win combination. Ona da tebi energijsko orodje in če ti kaj dobrega njej nazaj vračaš, to je ta deal. Bom povedala, kako je malo pol drugače pri vilah, če jih primerjamo z angeli. In če ti to dvoje imaš, pomeni, da s pomočjo tega darila lahko zmanifestiraš glih čisto vse, kar hočeš na zemlji. Zaradi tega, ker je logično, največja duhovna energija zmanifestirana na splošno je ta svet, je ta narava. A ste se kdaj vprašali, kak čudež je to? Drevesa, te živali, v kakšnih vseh oblikah obstajajo. Ne vem, a ste kdaj, če ste z letalom leteli, ste se kdaj vprašali, ne vem, oblaki pa sonce, pa tako, koliko je to magnificent, to je prav veličastno je. A si vi predstavljate, koliko duhovne moči je tam noter? Ampak moderna družba je šla zdaj v dva pola. En pol pravi tako, da gremo čisto v tehnološko dobo in briga nas, kaj bo z naravo in tudi ljudi ne zanima, kaj lahko narava ponudi energijsko. Vsi se zanašajo samo na tehnologijo. Ostalo jih ne zanima. In nekako ta stvar ne gre zaradi tega, ker hočejo duhovne energije, pa upamem, da so tukaj. Poznate take ljudi? Mi jim rečemo zemljani, malo se hecamo, ampak ko je. Okay? Potem na drugi strani imamo pa drug ekstrem tega, tudi obstaja, no, te verjeli. Ne bom rekla preveč duhovnosti, ampak poznate ta duhovni ekstremizem, ki pa pravi tako, v imenu duhovnega dajmo zavrniti vso fizično manifestacijo.
Odpor do denarja, odpor do kreiranja, odpor do rekvizitov dostikrat in tako naprej. Samo nič ni važno, kar je fizičnega na tem svetu, to moraš premagati, to moraš zavrniti, važna je samo duhovna esenca. To nima smisla. To nima smisla na tej zemlji. Jaz, ko ljudi to slišim v imenu duhovnega, moraš vas ego razbliniti, pa ne sme nič več ostati, pa nič, kar je materialnega, ni pomembno, nima smisla, to je pljuvanje po lastnem izboru. Če smo si mi zbrali planet Zemlja, smo rekli, da hočemo fizično izkušati materialno. Pika, ad acta. In to se lahko prepiraš sam sabo. Ja, zakaj si pa Zemljo zbral? Ne vem, kaj nam je bilo tam gor. Ampak razumete, to tako je. Ampak če si sem prišel, lahko dobiš ful zmagovalno kombinacijo. Ugotovi, kdo si kot duhovno bitje, skozi fizično, materialno izkušanje in v tem krogu narediti dobro, uporabiti orodja in vse skupaj vrniti nazaj v duhovno in fizično energijo. To je zelena magija. Uporabi torej gledališče, uporabi rekvizite in uporabi igralce. In če so vsi tri v neki sinergiji, je to zmagovalno. To bi bil popolni svet. Ful smo daleč stran od tega. Ampak, a ste vi opazili, da kadar narava ni okej, amben ni okej? Da se že, samo to pa to je pomemben, klic gleda naravo. Pa narava na vsake tog časa mora nekaj prepucati, pa vsi na noge. To je grozen, kaj nam je narava naredila. Kaj je naredila? Takrat se največ sočutja zbudi. Zanimivo. Ker recimo so velike katastrofe, se največ sočutja zbudi, pa da opazi sočloveka. Ampak zakaj mora narava dejansko take poti najdeti? Škoda je, če bi bili vsi zeleni čarovniki, tega ne bi bilo. Ker bi znali vzeti orodja in znali bi vračati. Okay? To so principi zelene magije. In to je zelena magija. Zdaj pa prihaja kle še nekaj zanimivega zraven. Ok, to je zelena magija. Kaj je še zanimivost tega, je, da dostikrat ljudi, ki slišijo ime magija, so, se strinjate, ne pipaj ti to, ne vem, če se ljudje bojijo. Najbrž verjetno so jim po zgodovini malo zasadili nekega strahu, ampak a vi veste, da se magija uporablja v vsakdanjem življenju in da ljudje uporabljajo obrede zelene magije v vsakdanjem življenju. A vam povem par, za katere bi mogli res daleč zgodovino gledati, ampak dobro, to še Google zmore, kaj bi vi ugotovili. Iz kje mislite, da prihaja obred, enim rečejo vražani, važen kaj, ampak poljub pod omelo zelene magije? Kelti so bili prvi. So ugotovili, da je to kot nek blagoslov ljubezni. Rezanje buč ob noči čarovnic, čarovniški obred zelene magije. Uganite, kje se je rodil velikonočni zajček. Nisem rekla velika noč, no versko name kaj skako, ampak rekla sem velikonočni zajček, žival. In takih bi vam lahko ogromno še naštevala, ker imajo ljudje radi ta izročila. To so vsi obredi. Ampak ljudje se ne zavedajo, da dejansko je to že nekako prepleteno z našo esenco, s tem, ko obstaja, ampak ljudje tega ne poznajo. Zaradi tega, recimo, to je zelena magija, zato se nimate, recimo, kaj zabiti. Kdo bi se bal poljuba pod omelo. Sam finta je v tem, da ko so oni ugotovili, ko so oni vse te blagoslovili, recimo te omele, tako so videli, da neka lepa energija z tega pride, je šlo to iz tradicije naprej in je prišel en lep blagoslov ven iz tega. To je zelena magija. No, jaz sam takih obredov poznam milijon. To je samo razlika. Jaz jih poznam res pač ogromen in to je tisto, kar želim ljudi učiti. Sam kje pa kleno odpašajo samorogi, pa morske deklice, magična bitja, ne? To se pa videli, to je pa ta drug tečaj. Ok, zdaj tako imamo, projekt Zemlja je tako resen projekt. Ne? Mislim, da to vse skupaj organizirati. Mislim, jaz zdaj organiziramo pač z Nilom Danom Walshom pač nek velik dogodek, ne vem, pač čez pač nekih 1000 ljudi, pa si mislim, joj, to je velik projekt, ne. Pa si pa zamislite planet Zemlja. To je res velik projekt.
In kaj bomo mi zdaj s tem projektom naredili? Okay. Zdaj ga imamo. Ko je duhovna energija si zamislila to fizično manifestacijo in je vedela, da bojo preizkušnje človeka lahko zelo daleč, zaradi tega, ker smo pozabili, kdo smo in iz kje prihajamo, so nam mogli zagotoviti pomočnike, ki bojo na eni strani probali nas opomniti, na to, da imamo orodja okoli in hkrati varovati gledališče in rekvizite. To pomeni naravo. In to so ta bitja. Vile, morske deklice, pa tako naprej, dostikrat so, to so pravljice. To so pravljice za otroke. Zakaj pa so to tlačili v pravljice za otroke? A si je nekdo kar to zmislil? Iz kje mislite, to prihaja? Če bi šli gledati, tudi v slovenščini imate kup enih člankov, bi najdeli na Googlu ogromen člankov na to temo, recimo kako Irci, pa Islandci in tako naprej, oni živijo skupaj z vilami in škrati. In Bog ne daj, da ti priješ na Irsko, pa se začne slučajno delati norca iz tega. Niti približno, zato ker njim je to tako resna stvar. Oni njih videvajo. A veste, ne? Oni se z njimi pogovarjajo in tam povsod, ker je res močna narava, bo vsak rekel, da je srečo neka bitja, po sliku neka bitja. Mogoče se je tudi vam zgodilo, ne vem, da so se pogovarjali, da obstajajo neke slike. Ampak to moraš najprej doživeti, da bi sploh lahko verjel. Torej, to so bitja. Zdaj si predstavljate, kako to gre. Torej, planet Zemlja in nebesa. Okay? Tukaj gor imamo. Pa imamo stvarnika, pa angeli, pa nadangeli in tako naprej. Tukaj je Zemlja in smo mi pokončni. Medtem, ko so bitja, ki obstajajo nekje, ki lahko prehajajo med to dimenzijo in med to dimenzijo. Jaz rečem, da je to tako, lahko pogledam vile, nekaj, kar združuje najboljše iz obeh svetov. Ima odločnost in hitrost Zemlje, še vedno pa visoko vibracijo nebes. Recimo vile so angeli narave. So zelo visoka zavest, ampak v imenu varovanja narave znajo tudi postaviti osebne meje in ti reči, človek, ne se hecati, poberi odpadek, ne mi hoditi po moji naravi, ker bom živčna. Imam ti reči naredila, ampak živčna pa bom. Razumete? Zaradi tega, ker mora zagotavljati oboje. Zaradi tega, ker so vsa ta bitja toliko blizu Zemlji, lahko hitro fizično manifestirajo. In ko najdejo svoje zaveznike v obliki ljudi, se z njimi povežejo takole. Ker je to najboljše sodelovanje, ker mi smo tisti, ki fizično izvedemo tisto, kar te svetovi v imenu narave potrebujejo. Razumete? In zato recimo so magična bitja tukaj prišla v kombinaciji z zeleno magijo. Zaradi tega, ker so to bitja, ki so tesno povezana konkretno z Zemljo. Varovanje Zemlje, delo z prebivalci in delo s tistimi, ki ohranjajo vibracijo Zemlje, kar so pa živali. Zdaj vprašali, zakaj ima toliko visoko vibracijo, pa načeloma ne govorijo, baje ne hodijo po sestankih, baje ne izumljajo avtomobile in tako naprej. Ampak, ko pogledaš živali v oči, vidiš, da so tamno taki terapevti, ki jih zelo dolg človek ne bo dosegel. In vilinke, delfini, esence, zmaji in tako naprej, vsa ta magična bitja, ki ste brali na internetu, so tisti, ki so povezani s temi vibracijami. Ne? Pazijo na vse to. Zdaj, ljudje me vprašajo, to je zdaj pa bomo šli na vaše vprašanje brez skrbi. Torej imamo zdaj zeleno magijo, kaj je to? In potem imamo ta bitja. Dejansko je oba tečaja vključujeta zelo podobne vibracije, zato ker teh ne moramo ločevati. To je sinergija enega. Kako boste pa pol zbrali? Pojma nimam, hecam se. Kako bi vam jaz pomagala? Kako se v bistvu zbere? Če boste razmišljali seveda, da bi prišli na tečaj. Zelena magija je tako zelo, zelo
hitra, fizično manifestacijska in dela iz lastne moči. Ona deluje po principu, če sem jaz del narave in se povežem direktno z njo, imam jaz direktno moč, da sebi manifestiram karkoli želim. In je primerna za ljudi, ki imajo ekstremno vero v svojo moč in svojo manifestacijo. To pomeni tisti ljudje, ki rečejo, jaz vem, da to lahko naredim. Recimo Mihael Žmahar. Čez dober spač, dober, čez najboljši si pa Mihael Žmahar, vemo. Ne, to je to, ko veš, da si ti kle, ko veš, da boš naredil dobre stvari in ko blazno uporabljaš svojo moč, jaz ti samo pokažem orodja, kaj si naber, kaj so starodavni čarovniki, oni so inicirali te stvari. A veste, zakaj so ta orodja tako močna? Sej, jaz vas bom sproti na zeleni magiji učila tudi, kako vi lahko štartate svojo zeleno magijo. Ampak recimo vam bom pokazala res starodavne obrede, zato ker so močni zaradi tega, ker jih je toliko ljudi že dal čez, pa toliko čarovnikov, pa toliko so jih vedno znova inicirali, da so kot orodje sami po sebi že močni. Razumete? In se to z veseljem predaja naprej. Ne? To so orodja zelene magije. Pravila zelene magije so zelo jasna. Škoduje se nikomur. Uporablja se lastna moč za dobro. Nikoli se ne napada drugega naravnega bitja, ker potem bi se to pravilo porušilo. Ne smeš napasti drugega človeka, Bog ne daj, ker potem si napadel del narave, kar pomeni, da si direktno napadel naravo, kako bi ti potem zelena magija delovala, in ne smeš napasti živali, ne smeš napasti drevesa, ne smeš napasti karkoli, kar je živega in svetega na tem planetu. Ampak to je, jaz vem, da je vam že jasno, ne? To je to. Medtem ko magična bitja, to je pa tečaj, lahko kar po domači povem, za vse une, ko mečkam rabite bergla, pa to ni nič narobe. A veste, ker rabite včasih malo težiti? Mila, prosim, tole prnesi, da jaz bi to ful imela. To je to, ko si jaz predstavljam. Magična bitja so pa tečaj, kjer v bistvu uporabljaš bitja, zaradi tega, ker mogoče včasih bolj verjameš, da neko duhovno bitje lahko nekaj doprinese in se počutiš, da bi se rajš malo naslonil na njega, zato da prideš enako do fizične manifestacije česarkoli, na čemarkoli bomo že delali. Pol pa vi točno veste, kjer ste. Eni izhajate iz tega, ok, jaz, moja moč, tukaj grem, eni ste pa oni. Kdo je tak profil? Ne, ste včasih, angelčki, mine, a veš, kaj je bilo? A ne? In imate vero v njih zasidrano, bolj varne se počute, če imate občutek, da imate nekega prijatelja, s katerim skupaj grete. Pač tukaj je pač neko timsko delo, medtem ko je tukaj individuum, ki se izrazi. In seveda, oba dva tečaja sta si pa podobna v tem, da sta sestavljena podobno po obredih. To pomeni, oba tečaja vključujeta doživetja, izdelavo orodij. Okay, ne vem, na zeleni magiji bomo, na magičnih bitjih bomo na prvi stopnji nek mušniček za obilje šivali, pa tako naprej. Vse, razumete, dobili boste te obredne plošče zelene magije, ki so bile inicirane, pa smo jih mi prav pol zrisali, pa jih boste dobili za darilo. To imate oba dva tečaja enako in enako imate tudi to, da boste imeli za domov posneto meditacijo. Zato, da boste pa poglobili z meditacijo duhovne energije. A ne, povezovanje, ali bo to vila, bo to samorok, ne, ali se uporabijo kakšni čarovniki zelene magije, ni pomembno, okay? Ampak dela se torej z vsemi tremi segmenti. Vedno se uporabljajo tudi visoke duhovne vibracije, ki se prizemljujejo preko meditacije, zato da dobimo dvojni efekt. Majčkeno je pa razdeljeno tudi po temah, a ne? Nekaj sem dodelila zeleni magiji, nekaj sem pa dodelila magičnim bitjem. Zdaj se moram malo spomniti, upam, da bo šlo, no? Ampak vem, da ima recimo magična bitja, ki se začnejo zdaj pač 30. septembra. Magična bitja imajo tako zelo lepo vibracijo. Ljudje so me celo spraševali, ali je to primerno za najstnike, ki imate otroke, ki odraščajo, tako mogoče za majhne otroke, ne? Ampak recimo magična bitja je tečaj primeren za najstnike. Zelena magija bi mogoče še malo počakala. Kaj veste, kako so najstniki, ki pogruntajo, da hočejo nekaj po svoje?
kako bi jaz tole zdaj malo zmanipuliral, da bo ona tršica naredila po moje. Ti sploh ne veš. Tega se rajš nočemo in dokler ne odrastejo, okej? Ampak magična bitja imajo sledeče tematike. Imajo obilje, imajo delo z luno, z luninimi fazami, kdaj se tam čara. Potem imamo življenjska poslanstva, potem srčne vibracije, če rabite nekje malo, da se vas še zakrpa in tako naprej. Te nežne energije se tam delajo. Hkrati se pa na tisti stopnji, ki so zmajčki, dela tudi na požiganju energijskih napadov in tako naprej. To je rezervirano za magična bitja. Zelena magija. Zelena magija je pa tako. Ona ima pa bolj orang stvari. Za one, ki imate radi orang stvari. Zelo, zelo huda energijska čiščenja prostorov, kalkuliranje numerologije naslovov, kaj se zgodi, če se nekam na novo preseliš. Veliko ima tega, pač energijski prostori, kako to vzpostaviti, neke resne take zaščite ima. Tako da ogromen nekih takih resnih orodij, stvari, ki se lahko Pridite pogledati, preveč vam ne smem povedati, ne. Ker sem tudi pisala v pisanje, pa ne smem vse povedati, ne. Moji tečaji so tako, veste, oni jajčki presenečenja. Prideš sem pa ugotoviš, kaj dobiš, ne. Ampak take neke resne iniciacije, ne. Tako, to je recimo, če primerjamo z magičnimi bitji. Tako, upam, da zdaj, zdaj se že, ne, zdaj sem jaz mečkeno ustavila, da bomo pogledali. Upam, da sem zdaj suma sumarum povedala tako mečkeno jasno primerjavo, kaj je pa kaj ni, ne. Bi pa z veseljem slišala vaše komentarje, a ne, pa mogoče kakšna vaša vprašanja, da naredimo mečkeno interaktivno, pa da lahko odgovorim. Pa bomo pa naredili pauzo, pa bomo naredili pa... Zato sem pripravila en vilinski obred, ki pa vključuje energijski prostor zelene magije. V bistvu sem rabila nekaj najti, kar bo združevalo oboje. Če ste na oboje prišli, da boste oboje doživeli. In v bistvu sem sestavila nek obred. Zdaj, kako doma narediš, imate tudi na onem listu, kako vzpostaviš v svojem domu vilinski portal, skozi katerega ti lahko teče obilje. V bistvu bomo naredili iniciacijo povabila vil v vaš dom. Kako jih povabiš? In bomo tudi skupaj potem čez meditacijo naredili zavezo noter, da boš ti pazil na njih, a pa jim kakšno rožico posvetil in tako naprej. Dejansko so to zelo, zelo lepe stvari. Mi vedno, kadarkoli gremo, ko gremo na morje, pa recimo smo nekje, veste, a ste bili kdaj na morju, pa ste čutili, koliko so tam drugačne zanimive energije. Vedno, ko je morje, tam je ogromen vil. Ampak mi vedno, ko smo bili na morju, vedno smo delali zdravljenje delfinov, kitov, blagoslovi za vilinke. Vedno smo najprej nekaj dali, preden smo karkoli zaprosili za nazaj. In mi smo imeli take iniciacije, pa take stvari so se nam dogajali, da je prav noro. To je tisto, kar zdaj želimo naprej povedati ljudem. A pa z unimi školkami, ki smo delali. Mislim, res nore stvari poznamo, tako da jaz sem ful vesela, da bom to lahko delila z ljudmi. Za zeleno magijo, delo s takimi angeli in z vilami, je pa pomembno, da nekaj poudarim zelo iskreno, pa da povem. Taki tečaji so res hitra manifestacijska orodja ali pa tudi ne. To je pa treba povedati in to je točno to. Ljudje se ne zavedajo, da odpreš te toliko visoko vibracijske svetove, pa da začneš ko manifestirati, da se sreča vrne in da se skozi dogajajo dobre stvari, ti moraš za to imeti vibracijo pripravljeno. Dostikrat ljudje ful iščejo take tečaje, si bom sčaril stvari, zato ker mi je nekaj hudo, hočem, da mi nekaj na hitro pride. To taki tečaji ne zagotavljajo, to pa moram povedati. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno nekih hitrih rešitev ni. Pravila so zelo preprosta, iste vrane skupaj letijo. Neka vibracija bo šla na neko vibracijo in tukaj je to tako. Tako da za vse tiste ljudi, ki ste dejansko že veliko meditirali, ki ste prišli, nikoli ne bomo vsi popolni. Vedno se bo rodila mogoče neka nova skrb, nova bolečina, nov strah. Vse se ne gre za to, to smo ljudje. Ampak gre se samo za to, da in vedno, ko greš na neko novo stopničko, se ti rodi neka energija, ki te vpraša, a misliš, da boš, a ne boš?
ne gre se za to, da se ti nikoli več to ne bi zgodilo. Gre se samo za to, a si ta glavno manifestacijsko fazo, pa čiščenje sebe, pa svojih prepričanj dal že čez. V tem primeru imaš ti zelo hud in hiter dostop do teh svetov mil in zelene magije, bele magije in tako naprej. Drugač pa ne zato, da bi le rekla, veš kaj, nisi ti še dosti naredil, ajde, javi se čez 1 leto. Ne gre se za to, da ti ne verjameš v njih. Vkolikor so tebe ful prizadeli in si bil žalosten, prizadet, ranjen, zlorabljali so te, ne vem kaj vse smo imeli po svojih preteklosti. Vkolikor imaš ti še vedno to v sebi, potem taki tečaji, kakor so pri nas, ne vem, light worker, to pomeni za iniciacijo, za duhovne učitelje, pa zelena, bela magija, magična bitja niso pravi izbor. Kakorkoli, da se ljudje to želijo, pa bi jim jaz rada vse dala v roke, moram tudi iskreno povedati, daj čas, da se ljudje ustavijo. Ti moraš iti najprej čez pucanje tistega, kar je tebe dejansko v nižji vibraciji ohranilo, zato da boš lahko prišel do teh manifestacij in da boš lahko to, kar se ljudje toliko želijo, videl, sliku, angele, vile in tako naprej. In potem mi, ki smo dejansko, hvala Bogu, vse to že nekako dal čez in nam rata pride do teh svetov, hočemo drugim povedati, veš kaj je dobro, videla sem angela, veš kaj mi je rekel, in on si misli, Bože, koliko je ona smešana. Ni, ampak jaz bi rekla, kako ne vidiš? A vidiš? Ja, ne vidim, kvat je. Ne more videti, sam dokončam. Ne more videti. Taki ljudje je boljš, da zberete tečaje, ki vas bodo najprej čistili. Za vas bo dober, za vaše telo in dobro počutje bo dober, za vaš čustven sistem bo dober. Zato tudi poskrbimo v našem ateljeju. Imate čustveno angelsko šolo, ko napolno puca čustva. Imate tečaj meditacije, imate razreševanje podzavestnih vzorcev. To so vsi globoki tečaji, ki pa delajo ta zdravljenje. V tem primeru je bolj logično zaporedje iti najprej čez to, pripraviti gledališče in potem uporabiti rekvizite. Oni, ki ste hodili čez te poti, se strinjate, a ne? Tukaj ste beli magi, a ne? Kako vam je bilo hudo na teh tečajih, koliko ste prejokali? Ampak, a ste začudili točno to, kar se tukaj pogovarjamo? Potem je bilo po en trenutek, vem, da se stvari še sproti dogajajo, ampak to je znak, videl sem tega angela. Ampak, a se spomnite, takrat na začetku tega nismo imeli? Zaradi tega, ker je bilo, nisi bil pa sposoben tega videti, ker je bila bolečina, bolj močna iluzija, kakor so bili pa te znaki. Nisi mogel priti do njih, ne da jih ni. Ne da angeli rečejo, veš kaj, ti pa dela nisi naredil, bomo se mi pogovarjali, kaj boš. Ajde, štopam jaz tebe, koliko krogov. Ne gre se za to. Oni probajo priti do tebe, oni ti probajo reči, tukaj sem, kaj rabiš? Ti njih ne vidiš. Ta bolečina je kot neka zavesa, ne znam vam povedati. Tako so potem druga bolj logična zaporedja. Mi smo se enkrat pogovarjali, mislim, se je šlo za ravno to šolo, za učitelje energijskih povezav. Pa ena je prišla, pa nas je spraševala, a grem lahko na to šolo, v bistvu zato, da bi svojo žalost pozdravila. Ti se ne moreš vpisati na šolo, kjer boš učil druge ljudi, zato da bi sebe zdravil, kar pomeni, da boš čez druge ljudi sebe filtriral. Ti tega ljudem ne smeš narediti. V tem primeru Mihael rekel, izvoli najprej na čustveno angelsko šolo, potem pa, ko bo 8 mesecev, vem se pa lahko videl na light workerju, tako to je. Ampak saj sami veste, zdaj, ko govorim o tem, ste vi začutili. A rabite še malo drgniti? Ali ste pa, ne, v redu je, jaz sem to že dala čez. Jaz sem pa zdaj pripravljena, da bi razumela, kaj to je in kaj lahko uporabim. Tako hvala za to. To je točno to. To je ful dobro sporočilo tega, okej.